V zadnjih nekaj letih pa, predvsem zaradi preskromne ponudbe stanovanj, visoke cene beležimo na nepremičninskem trgu. Zdi se, da je dom v prestolnici po zmerni ceni skoraj nemogoče dobiti. Rabljena stanovanja so bila lani v primerjavi z letom 2015 za več kot polovico dražja in nič ne kaže, da se bodo cene nepremičnin kmalu znižale. Če bi rabljeno stanovanje v Ljubljani kupovali danes, bi morali v povprečju za 1 kvadratni meter odšteti 3352 evrov. 30-kvadratna garsonjera bi vas tako stala 100 tisočakov, za 55-kvadratno dvosobno stanovanje pa bi morali plačati 185 tisoč evrov. Razlog visokih cen je pa predvsem zelo nizka ponudba. Imamo zaloge nepremičnin stanovanj v Ljubljani samo za okoli 2 meseca. Kar pomeni, da v bistvu, če od danes naprej ne pride nobeno stanovanje več na trg, nam bo stanovanj v roku 2 mesecev zmanjkalo. Nad mnogimi deli prestolnice se sicer dvigajo žerjavi, ki pa gradijo predvsem luksuzna stanovanja. Ta se prodajajo za okrog 5000 evrov na kvadratni meter in so večinoma že prodana. Mogoče zadnjo leto pa pol, dveh opaziti, da je res to razslojevanje zelo močno prisotno. Te nepremičnine nekomu s povprečno plačo niso dosegljive. Marčevski rekord za najdražje stanovanje je pripadel kupcu, ki je za 133 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani odštel več kot 1 milijon evrov. Očitno je tudi pomanjkanje najemniških stanovanj, ki so večinoma v slabšem stanju. Kar 60% nepremičnin pri nas je starejših od 40 let. Dvosobno stanovanje v Ljubljani se giblje cena od 700 do 800 evrov. V okolici je zelo podobno, torej je pomanjkanje, zaradi tega so cene visoke. Trend vrtoglavih cen nepremičnin se iz prestolnice seli tudi drugod, v Celje, Maribor, Kamnik, Domžale in na Obalo. Tudi če v prihodnjem letu pride do nekega zvišanja obrestnih mer bančnih kreditov oziroma pride do nekih drugih gospodarskih dejavnosti, ki bi lahko vplivali na povpraševanje, ocenjujemo, da bodo cene nepremičnin še vedno ostale visoke. Zaenkrat nepremičninskega balona, kot smo ga imeli leta 2007 oziroma 2008, ne pričakujemo. Cene nepremičnin se zaradi primanjkljaja na trgu skoraj zagotovo še ne bodo kmalu znižale.